Brezlični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci! Spet smo v pravljičnem kotičku. Čas je za pravljico, ki vas bo zazibala v lahek san. Danes sem si izbrala knjigo Življenje v gozdu, avtorice Deni Kragl. Poglejte. V knjigi je 10 različnih pravljic. Danes sem se odločila, da vam preberem pravljico o prstkih. Ste že radovedni? Dobro poslušajte. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živelo 5 prijateljev. Palec je bil najdebelejši, kazalec je rad opravljal, sredinec je bil najvišji, prstanec se je rad hvalil svojo lepoto, mezinec pa je bil radoveden malček. Nekega dne so se odločili ustvariti hišico na drevesu. Palec je hotel narediti široko hišico kar na tleh. Kazalec si je ves dan samo ogledoval druge hišice. Sredinec jo je hotel narediti na najvišji veji, da bi od tam videl vse povsod naokrog. Prstanec si je želel stekleno hišico, ki bi odsevala njegovo lepoto. Mezinec pa bi se najraje skril v ptičje gnezdo. Pogajali so se ves dan in vsak od njih je vztrajal pri svojih željah. Ko je prišel večer in so postali utrujeni, ko je zapihal vetrček in jih je presenetil mraz, takrat so se stisnili, trdno skupaj se objeli in greli drug drugega. Nič več ni bilo pomembno, kdo je debel, kdo majhen, kdo pameten in kdo lep. Ugotovili so, da je največ vredno to, da imajo drug drugega in da si pomagajo. Zato so naslednji dan skupaj zgradili hišico. Ta je bila dovolj široka za palec, dovolj lepa za kazalec, dovolj visoka za sredinec, dovolj steklena za prstanec in dovolj majhna za mezinec. Vse dneve so se v njej skupaj igrali, skakali v kupe listja, se kotalili drug čez drugega po travniku, izdelovali gugalnice na vejah, plesali v krogu, se pogovarjali ob ognju, se lovili in žgečkali. Ko je prišla noč in so bili zaspani, ter ko je zima potrkala na vrata, takrat so se močno objeli in iz svoje čudovite hišice skupaj opazovali zvezde. Pogovarjali so se, kako lepo se je skupaj smejati, peti in zaspati. Veveričji rep. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela veverica, ki je imela veliko prijateljev. A ni bilo od zmeraj tako. Ko je bila majhna, je bil njen repek zelo nagajiv. Komaj je čakala, da bo lahko šla iz gnezda, a ni vedela, kaj jo čaka. Prvi dan se je veverica igrala s kobilico. Tekmovali sta v skakanju z veje na vejo. Nagajiv repek se je oglasil. Cvil, cvil, cvil. Kobilica je od strahu spregledala vejo, padla na tla in jezna odšla. Naslednji dan se je veverica igrala s polžem. Plezala sta po drevesu, ko je repek naredil cvil, cvil, cvil. Se je polž tako hitro skril v svojo hišico, da se je skotalil po drevesu vse do tal in jezen odšel. Tretjega dne je veverica tekmovala z vrano, katera bo prej prišla do drevesa na robu gozda. Ko pa se je repek oglasil cvil, 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 se je vrana zaletela v drevo, se udarila v kljun in jezna odšla. Uboga veverica ni vedela, kaj narediti. Bila je žalostna, saj je ostala brez prijateljev. Vsakič, ko je skočila in vsakič, ko se je obrnila, je ves gozd odmeval cvil, cvil, cvil. Osamljena se je sesedla na kamen in zajokala.
Solze so tekle ves dan in vso noč in še ves naslednji dan. Pod njo je nastala velikanska luža. K njej je priskakljala žaba in jo vprašala, zakaj joka. Veverica ji je povedala vse o nagajivem repku. Žaba je predlagala, naj med skokom ujame svoj rep in mu ne dovoli, da bi delal cvil, cvil, cvil. A to ni bilo lahko. Ker pravijo, da vaja dela mojstra, je veverica vztrajno vadila, skakala, se obračala in lovila svoj repek. Čez nekaj dni ji je uspelo. In naslednji dan spet, pa spet in spet. Kmalu je postala tako vešča, da jo je repek vedno ubogal. Žabica Regica jo je opazovala iz mlake nedaleč stran. Veveričje solze so se počasi posušile in na travniku, kjer je bila prej luža iz solz, je zraslo veliko pisanih rožic. Živali so vsak dan občudovale pisan, dišeč travnik. Veverica pa se je spomnila, da se je za prijatelje treba potruditi, čeprav včasih ni lahko. Kmalu je bil gozd spet poln smeha in živali so se vse dneve igrale na pisanem travniku prijateljstva. Zahvaljevale so se veverici, ki je s svojimi solzami zalila suho zemljo. Kaj pa repek? Repek ni bil več nagajiv in na svojo pesmico cvil, cvil, cvil je počasi pozabil. Kaj pa veverica? Postala je najbolj priljubljena in najbolj modra žival v celotnem gozdu. Zagotovo je bila najbolj vztrajna in na to je bila zelo ponosna. Ni lepšega, kot imeti prave prijatelje ob sebi, kaj ne? Pomislite na vaše prijateljčke, močno jih v mislih objemite. Ste? No, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci! Danes se sprehodimo po gozdu z malim in velikim. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mali in veliki medvedek. Nekega dne ju je mamica peljala v gozd nabirat gobe. Mali je bil še majhen, vsega se je bal in skorajda še ničesar ni vedel. Veliki pa je bil ponosen, pameten in pogumen. Ko so hodili po gozdu, je mamica opazila premikanje v grmovju. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se za grmovjem skriva zajček z visoko štrlečimi ušesi. Naprej v gozdu je mamica nekaj zaslišala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se na veji skriva ptiček, ki veselo poje. Kmalu je mamica opazila nekaj na tleh. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se med listjem skriva pavš s svojo hišico. Ko so našli lepo gobo, je mamica zastokala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu razložil, da se je mamica zagotovo nečesa spomnila. In imel je prav, košaro za gobe je pozabila doma. Ker so skupaj hodili zelo počasi, je prosila svoja otroka, naj jo počakata pri gobi. Stekla je domov po košaro. Mali je zajokal, saj je mislil, da bo prišel Bavbav. Veliki pa je bil pogumen, a ne dovolj za oba. Zato sta šla skupaj z roko v roki iskat mamico. Ko sta prispela domov, mamice ni bilo. Šla sta nazaj v gozd, a mamice niti tam ni bilo.
Zajokala sta, saj sta mislila, da je prišel Bav-bav. A ni bilo tako. Ko sta hodila domov po desni poti, je mamica hitela nazaj v gozd po levi poti. Ko ju tam ni našla, je pohitela domov po desni poti, a ona dva sta jo že iskala po levi poti. Ko pa je mamica zaslišala jok svojih otrok, je pritekla in ju močno objela. Seveda sta se najprej ustrašila, da je prišel Bav-bav, a sta v maminem objemu ugotovila, da Bav-bav zagotovo ne obstaja. Kaj je mali še ugotovil? Pst! Ugotovil je, da tudi veliki ni vedno pogumen, da se lahko tudi on zmoti, da ne ve vsega in da tudi on včasih joka. In tako je tudi prav, saj je bil tudi on včasih majhen in še skorajda ničesar ni vedel. Kaj pa Bav-bav? Njega nihče nikoli še ni videl, ne slišal. Seveda ga nihče ni videl, ne slišal, kako le, če sploh ne obstaja. Le v knjigicah in risankah ga najdemo, to pa je tudi vse. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se pred spanjem sprehodimo z zvezdicama po gozdu. Prisluhnite pravljici Zvezdici. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živeli dve zvezdici, ki sta se imeli zelo radi. Ena je bila nočna in se je igrala vso noč. Plesala z oblaki, se lovila z vetrom in poslušala šumenje listja. Druga je bila dnevna in se je igrala ves dan. Plesala z valovi, se lovila s sončnimi žarki in poslušala ptičje petje. Nekega dne sta ugotovili, da se pogrešata in bi se radi več časa skupaj igrali. Nočna zvezdica je povabila dnevno na nočni obisk, saj je podnevi spala. Dnevna zvezdica je povabila nočno na dnevni obisk, saj je po noči spala. Čeprav sta si obe še vedno želeli več skupnega časa, si ni nobena želela sprejeti vabila. Nočna zvezdica je vso noč razmišljala, kaj narediti. Dnevna zvezdica je ves dan razmišljala, kaj narediti. Ko sta se naslednjič srečali, sta ugotovili, kaj je rešitev. Kompromis. Nočna zvezdica je mislila, da se kompromis kuha. Dnevna zvezdica je mislila, da se kompromis peče. Modra sova jima je razložila, da se kompromis zmeša. V skledo sta dali želje nočne zvezdice in želje dnevne zvezdice. Nato sta mešali in mešali in mešali, kuhali in pekli pa nista. Ko je bil kompromis narejen, je nočna zvezdica vedela, da se bo morala malo prej zbuditi in malo kasneje zaspati. Dnevna zvezdica pa je vedela, da se bo tudi ona morala malo prej zbuditi in malo kasneje zaspati. Tako sta dobili kar dve druženji vsak dan. Igrali sta se zjutraj in igrali sta se zvečer. In to je bil čudovit kompromis. Kaj pa je kompromis? To je mešanica, ki je prav vsakomur všeč, s katero je prav vsakdo zadovoljen in srečen. Poskusi, z nekom tudi ti zmešaj vajin kompromis. V skledo daj svoje želje in njegove želje. Nato mešajta in mešajta in mešajta. Kuhati in peči pa ni treba. A pazi, kompromis mora biti všeč obema, tebi in njemu. Zdaj pa le še oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se podamo na potep po gozdu z malo lisičko.
Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela mama lisica s 3 lisičkami. Nekega dne, ko je prišel večer, se je mala lisička odločila, da je že dovolj velika za samostojne pustolovščine. Ko sta bratec in sestrica sedla k mizi, se je mala lisička še vedno igrala. Ko sta si šla umit zobke, je šla mala lisička jest že mrzlo večerjo. Zamudila je pravljico in zamudila je poljub, saj je tudi mama lisica že trdno spala. Mali lisički se je mudilo raziskovati, ni hotela čakati na naslednji dan in prav nič zaspana še ni bila, zato je vesela letela iz hiše. Zunaj jo je presenetil mraz, zaradi tega se je vrnila po jopico in nato veselo pohitela v gozd. Tokrat jo je presenetila tema. Odločena, da gre na potep, se je vrnila po lučko in znova veselo pohitela v gozd. Zdaj so jo presenetili zvoki. Pihal je veter, šušljalo je listje, žuborel je potoček. Nikjer pa ni slišala ptičjega petja, regljanja žab ali zajčjih skokov. Iskala je svoje prijatelje, a so vsi spali. Njeno veselje je postajalo zaspano. V nočnem gozdu pa je spoznala novo prijateljico, modro sovo. Sova je bila že stara in zelo pametna. Občudovala je malo lisičko zaradi njenega poguma, samostojnosti in iznajdljivosti. Prosila jo je, naj ji pove, kako se je igrati čez dan, saj njene oči niso bile vajene sončne svetlobe in je zato raje raziskovala ponoči. Mala lisička je z veseljem pripovedovala o pustolovščinah, ki jih je doživela. Komaj je čakala na dan in se je spraševala, kaj je mama lisica pripravila tokrat. Takrat je začutila, da so njene nogice že težke. Očke so se kar same zapirale, gobček pa je govoril vse bolj počasi. Poslovila se je od modre sove in odkorakala domov. Mala lisička je tako trdno zaspala, da ni slišala brata in sestrice, ko sta jedla njihov najljubši zajtrk. Slišala ni niti mame lisice, ki jih je vabila v nove pustolovščine. Zamudila je veliko lepega, kar se je zgodilo tisti dan. Odločena, da ničesar več ne zamudi, je mala lisička od takrat prva pohitela k večerji, si skrbno umila zobke in v posteli počakala mamo lisico, da ji pove pravljico in podari poljub. Potem je zaprla oči in trdno zaspala. Vso noč je sanjala o pustolovščinah, ki jih je prejšnjega dne doživela z bratcem in sestrico. In niti malo dolgčas ji ni bilo. Naslednji dan se je zbudila polna moči za vse, kar je mami načrtovala za tisti dan. Spanje je res pomembno za nas. Veste, med spanjem rastemo, se razvijamo, predvsem pa si spočijemo in naberemo novih moči za nove dogodivščine. Zato le zaprite oči, pokrite se z mehko dekico, jutri pa novim dogodivščinam naproti. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci! Danes se skupaj odpravimo na potep po gozdu. Tokrat nam bo družbo delala Pikapolonica. Pravljica Pika Poka. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela Pikapolonica Pika Poka. Zakaj so jo tako klicali? Ker je vse dneve in kar tako vsem naokrog s prsti delala pik, pok, pik, pok. Njenim prijateljem to ni bilo prav nič všeč. Nekega dne, ko je Pika Poka žalostno iskala izgubljeno žogico, je mravljici, ki ji je stopila na pot, naredila pik, pok, pik, pok. Mravljica je žalostno odkorakala, ne da bi Pika Poka vedela, zakaj mravljica noče več biti njena prijateljica. Nekega dne je bila Pika Poka radovedna in se je spraševala, kakšna je želvina hišica.
Prijateljica ji je dovolila vstopiti in si jo ogledati. Pika Poka je bila tako hvaležna, da je iz ljubezni želvi naredila pik, pok, pik, pok. A njej to ni bilo všeč in se je naslednjič raje sama zaprla v svojo hišico. Nekega dne je Pika Poka jezno korakala ob reki, ki je zaradi močnega vetra ni mogla preleteti. Iz grmovja je prilezal hrošč in z nasmehom pozdravil prijateljico. Ker je mislila, da se smeji njenemu neuspehu, mu je naredila pik, pok, pik, pok. Hrošč se je užaljeno umaknil, ne da bi vedel, zakaj se Pika Poka jezi. Nekega dne, ko je Pika Poka kačjemu pastirju zadovoljna kazala svojo novo piko, je od velikega ponosa naredila pik, pok, pik, pok. Kačji pastir je nesrečen odletel stran in Pika Poka z njim ni uspela deliti veselja. Iz dneva v dan je Pika Poka postajala čedalje bolj osamljena. Ni vedela, zakaj se vsi skrivajo pred njo. Ker ni bilo ob njej nikogar, je v solzah kar sama sebi naredila pik, pok, pik, pok. Tedaj pa je, auč, od presenečenja skočila visoko v zrak. Kaj je ugotovila? Pik, pok, pik, pok. Ni bil prav nič prijeten. Joj mene, joj, je še bolj zajokala. A nekaj solz je priteklo zaradi olajšanja, kajti ugotovila je, zakaj se vsi prijatelji skrivajo pred njo. Tako kot njej tudi njim ni bil všeč pik, pok, pik, pok. In kaj je naredila? Nič lažjega. Odšla je do vsakega posebej, se mu opravičila in obljubila, da nikoli več ne bo naredila pik, pok, pik, pok. Potem jo je čakala malo težja naloga. Obljubo je morala držati. Zato je vsakič, ko so jo zasrbeli prsti, raje z njimi zaplesala in svojega prijatelja močno objela. Objema smo vsi veseli, kaj ne? Še vedno pa jo vsi kličemo Pika Poka. Zakaj? Zaradi njenih pik, seveda. Kaj pa če danes, preden zatisnete oči, skupaj zapojemo še pesmico o pikapolonici? Jo vsi poznate? Pika Poka, pikapolonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik. Res nisem velika kot sosedov bik, toda vsak, ki me pozna, res najraje me ima. Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se gremo spet potepat po gozdu. Tokrat nam bo delal družbo polž, molž. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mami polž in ati molž s svojim sinom. Ker se je bližal rojstni dan njunega fantka, sta mu hotela pripraviti prav posebno presenečenje. Ampak vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati o tem, kam iti na potep, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pokazal, kaj je našel. Vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati, kaj mu bosta podarila, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je pripovedoval o vsem, kar mu je prišlo na misel. Vsakič, ko sta se polž in molž začela pogovarjati, kakšno torto mu bosta spekla, ju je polžek poklical. Mami, mami, ati, ati. Nato jima je kazal, kaj je naredil. Ves dan sta ga poslušala, z njim sta se potepala, ogledovala sta si njegove izdelke, zvečer pa so si vsi skupaj pripovedovali pravljice, se smejali in v objemu zaspali. Naslednjega dne, ko so se zbudili, sta polž in molž ugotovila,
da nista svojemu sinčku pripravila nobenega posebnega presenečenja, saj jo je Pavžek vsakič, ko sta se začela pogovarjati, poklical: Mami, mami, ati, ati. Mali Pavžek je bil presrečen, da je končno prišel njegov rojstni dan. Star je bil že 3 leta in tako velikega se je počutil. Pohitel je k staršem in jih poklical: Mami, mami, ati, ati. Zanimalo ga je, kaj sta mu pripravila. Polž in mož sta ga posedla v naročje, ga objela in se z njim pogovorila. Kaj sta mu povedala? Naučila sta ga skrivnosti, ki jo nekega dne odkrije vsak velik otrok. Zdaj se je tudi Pavžek naučil, da je treba počakati, ko se nekdo pogovarja. Če bo hotel nekaj povedati, bo drugič poklical: Mami, ati. Nato bo počakal, da prideta k njemu. Ona dva pa mu bosta z roko pomahala, da bo vedel, ali sta ga zares slišala. Tako se bosta lahko dogovorila, kam ga bosta peljala, kaj mu bosta podarila in kakšno torto spekla. Naučila sta ga še nečesa. Velik ne postaneš zato, ker praznuješ rojstni dan. Velik postaneš, ko se naučiš vseh skrivnosti velikih otrok. Kako pa so preživeli rojstni dan? Čudovito, tako kot vsak dan. Bili so skupaj, se pogovarjali, raziskovali, ustvarjali in se smejali. Dan je bil prav poseben. Ne samo zaradi 3. rojstnega dne, ampak zaradi skrivnosti, ki se je naučil mali, veliki Pavžek. Vsaka zgodba nas nauči česa novega. Le pozorno ji moramo prisluhniti. Zdaj pa, malčki moji, oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Tokrat nas pred spanjem čaka dogodivščina s prašički. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela prašičja družina. Otroci so bili navihani, veseli prašički, ki so imeli najraje od vsega umazane igre. Ker se niso radi kopali, so jih vsi klicali umazančki in njim je to bilo prav všeč. Nekega dne pa se je to spremenilo. Umazančki so bili povabljeni na zabavo, kjer so tekmovali v različnih igrah. Neskončno so se veselili druženja s svojimi prijatelji. V prvi igri so bosi hodili čez poligon, narejen iz peska, kamnov, trave in listja, končali pa s čofotanjem v bazenu. A ker se umazančki niso radi kopali in so na nogah namesto čevljev imeli blatne obloge, so igro samo opazovali. V drugi igri so pihali v rožico, ki je stala na skali. Če ji je veter zadišal, se je odprla. Če ji veter ni bil prav všeč, se je zaprla. Ker umazančki že nekaj dni niso umili zobkov, so svoja usta raje držali zaprta. V tretji igri so plesali. Ko je glasba utihnila, so si morali hitro zamenjati majico svojim sosedom. Za prijatelje to ni bila težava, a majice prašičkov so bile zaradi vse umazanije že malo zlepljene na njihove trebuščke in jih niso hoteli zamenjati s čistimi. Zato so raje samo gledali. V četrti igri so si oblikovali nenavadne frizure. Umazančki pa se niti počesati niso mogli, saj so imeli v laseh ostanke hrane zadnjih dni. Zato so tudi tokrat prijateljem samo ploskali. V peti igri so iskali najčistejše roke, ki bodo razrezale torto. Umazančki so spet raje ostali v zadnji vrsti in skrili roke za hrbet. Saj veš zakaj, kaj ne? Približal se je konec zabave. Vsi so se smejali od veselja, tako so uživali v igri s prijatelji. Umazančki pa so ta čas razmišljali o besedah, ki so jih že tolikokrat poslušali, a nikoli prav zares slišali. Umijte si roke,
jejte z žlico, stuširajte se, umijte si zobe. Do danes niso vedeli, zakaj naj bi se tako obnašali. Zdaj pa so odšli domov trdno odločeni, da ne bodo več umazančki. In uspelo jim je. Ugotovili so, kako lepo je spati v čisti postelji, ne da bi te kamenčki pikali po hrbtu. Ugotovili so, kako veliko časa ostane staršem za igro, ko jim ni treba po vsakem obroku beliti sten. Ugotovili so, kako lepo lasje plešejo v vetru, ko so čisti. Ugotovili so, kako gladki in bleščeči so zobje, ko jih podrgnejo s krtačko. Ugotovili so, da jim ostane več časa za pravljico, če se zvečer starši ne pogajajo, ali se je danes spet treba skopati. Ugotovili so, da je lažje ustvarjati s čistimi rokami in tekati s čistimi nogami. Ugotovili so še marsikaj, kar pa mi zagotovo že vemo, kaj ne? Kako so jih zdaj klicali, ko niso več bili umazančki? Najbrž kar po imenu. So vaše rokice čiste? Zobki umiti? Seveda so. Potem pa vam lahko rečem le eno: objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd. Tokrat nam bo družbo delal jelenček. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živel navihan jelenček. Bil je zelo radoveden, ni pa še bil dovolj odgovoren. Ko ga je mami prosila, ali ji lahko prinese lubje z dreves, je nesramno odgovoril: ne, ne bom. Ko pa mu je rekla, naj kozarca z vodo ne odlaga na rob mize, je naredil prav to. In kozarec se je raztreščil po tleh. Ko ga je ati prosil, ali mu lahko pomaga pripraviti seno za zimo, mu je nesramno odgovoril: ne, ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne odpira vrat hišice, saj je zunaj sneg, je naredil prav to. In sneg se je vsul v hišo. Ko ga je babi prosila, ali ji lahko poda kuhalnico iz predala, je nesramno odgovoril: ne, ne bom. Ko pa mu je rekla, naj ne meša kruha, dokler vzhaja, je naredil prav to. In za večerjo so namesto kruha imeli testo. Ko ga je dedi prosil, ali mu prinese klešče iz omare, mu je nesramno odgovoril: ne, ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne sede na stol, ki ga popravlja, je naredil prav to. Stol se je zlomil in jelenček je padel na ritko. Ko so ga zajčki povabili, da gre z njim skakat skale na skalo, pa se jim je takoj pridružil. Ker jelenček ni bil zajec, ga njegove tenke in dolge noge niso ubogale in si je levo nogo še prekmalu poškodoval. Ko so ga ježki povabili, da se gre z njimi igrat skrivalnice, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil ježek, je bil njegov smrček premehek za njihove bodice. Ko je našel ježka skritega v grmovju, se je prav kmalu pičil v nos. Ko so ga ribe povabile na tekmovanje v plavanju, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil riba, ga je voda tako hitro nesla, da se je komaj prikobacal iz reke in je ves dan iskal pot domov. Nekega dne se je lovil z vevericami. Urno so skakale z veje na vejo. Ker pa jelenček ni bil veverica, njegovi rogovi niso omogočali tekanja med košatimi vejami in se je zato zataknil. Klical je na pomoč, a ga niso slišale, saj so že odšle naprej. Bil je prestrašen in poskušal se je rešiti, a rogovi se niso hoteli izvleči iz vej. Ostal je brez moči, osamljen in prepuščen sam sebi. Razmišljal je o družini, ki ga je tolikokrat opozarjala na gosti gozd. Sram ga je postalo, da je bil nesramen. Spomnil se je vseh neumnosti, ki jih je naredil, in ugotovil je, da bo moral razmišljati s svojo glavo. Pomirjen je še enkrat pogledal med veje. Malo je nagnil glavo na stran in že se je rešil.
Ko je prej samo mahal z glavo, so se rogovi samo zatikali. Ko pa je umirjeno poskusil, mu je takoj uspelo. Ponosen je pohitel domov. Od tistega dne je pomagal mamici, ko je potrebovala ljubje. Ona pa ga je od veselja vsega prelizala. Pomagal je atiju, ko je nabiral seno. Tudi on ga je od veselja vsega prelizal. Pomagal je babici in dediju, ko sta potrebovala kuhalnico ali klešče. Stari starši pa so ga od veselja vsega prelizali. Tako je postal najlepši jelenček v gozdu, saj je bil vedno čist, prelizan od rogov do kopit. Ko so ga prijatelji vabili na igro, je odhitel, a skakal je kot jelen, vohal kot jelen, plaval kot jelen in se lovil kot jelen. Uporabljal je svojo glavo in svoje telo. Bil je ponosen, da je prav takšen, kot je, saj je bil zares čudovit. Vsak izmed nas je prav poseben in edinstven in na to moramo biti ponosni. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd z zimsko in poletno miško. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živeli dve miški. Eno miško so klicali Zimska, saj je bila ledena kot sneg. Vedno je bila slabe volje, vse dneve se je pritoževala in nikogar ni marala. Drugo miško so klicali Poletna, saj je bila topla kot sonček. Vedno se je smejala, vse dneve je poskakovala in vsakogar objela. Nekega dne sta se ti dve miški srečali. Zimska je godrnjala, ker je Poletna stopila na pot. Poletna kar ni vedela, kaj bi od veselja, ker je srečala še eno miško. Zdela se ji je čudovita, čeprav je opazila, da zimska miška gleda v tla in ne vanjo. Kljub temu jo je objela in jo stisnila tako močno, da je obema vzelo sapo. Saj si predstavljate, da to zimski miški ni bilo niti najmanj všeč in se je začela znova pritoževati. Poletna miška je opazila, da so se zimski miški brčice zatresle. Mogoče so hotele zbežati v nasmeh. Opazila je tudi, da je zimski miški srček hitreje zaropotal. Mogoče se je malo ogrel. Opazila je tudi, da je zimska miška rahlo dvignila pogled. Mogoče je objem le bil všeč. Od takrat naprej sta se miški srečevali vsak dan. Zimska miška se je vedno nad nečim pritoževala, Poletna pa je občudovala vsak trenutek. Bili so dnevi, ko je hladno srce zimske miške malo shladilo srce poletne miške in je tudi ona opazila mraz. Tiste dni so gozdne živali poimenovale jesen. Bili so dnevi, ko je vroče srce poletne miške malo ogrelo srce zimske miške in je tudi ona opazila toploto. Tiste dni so gozdne živali poimenovale pomlad. Vsi prebivalci gozda so govorili o dveh miškah, ki sta si bili tako različni, a sta se imeli tako zelo radi. Poletna miška jim je zaupala eno skrivnost. Pokazala jim je, kako močno zdravilo je objem. Poletna miška nam je razložila, da zimska miška ni zares jezna na nas in da ne delamo prav ničesar narobe, da ona postane slabe volje. Prav ona potrebuje največ ljubezni, veliko prijateljev in močan objem. To ji pomaga, da se njeno ledeno srce stopi. Nekoč bo mogoče tudi v njenem srčku posijal sonček. Do takrat pa ne smemo pustiti, da mraz njenega srca shladi še nas. Seveda, kdaj pa kdaj pride zima, kdaj pomlad, kdaj poletje,
kdaj pa jesen. In s tem ni nič narobe. Pomembno je, da znamo uživati v dežju, v snegu, v vetru in v pekočem soncu. Srček pa naj kar ostane topel, a če ga zmrazi, naj v objem pohiti. Mogoče so prav tako nastali letni časi. Kdo bi vedel? Gozdne živali zagotovo. Poznate že vse 4 letne čase? A jih lahko ponovimo, preden gremo spat? No pa dejmo. Pomlad, poletje, jesen in zima. Bravo! Jaz poznam tudi eno pesmico o letnih časih. Napisala sem jo. Okrogel, razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, se ti ne zdijo letni časi res prima? Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čof, čof se v vodi hladimo, jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Zdaj pa samo še spat. Objem, polubček in lahko noč.